Priznam, da je tole eden od avtov, ki sem se ga v zadnjem času bolj veselil. Res, ne me hecno gledati, ker v poplavi bolj ali manj istih avtomobilov danes težko najdeš kakšnega, ki je res zanimiv. In zakaj je ta zanimiv? Najprej že zaradi svoje cene, ker je Dacia Sandero še vedno eden najcenejših avtomobilov na našem trgu. In kakšen je? Z eno besedo odličen. Naj takoj razjasnimo, da je treba gledati na različne avte z različnimi očmi. Seveda ne morem teh materialov primerjati s tistimi v BMW-ju za 100 jurjev. In seveda ne morem pospeško primerjati s Ferrarijem F8 Tributo in potem reči, kako je beden, če je on to hitrejši. Ja, za 300 000 evrov. Tale pa stane reci in piši 15. Torej Ferrari 20krat boljši avto od Dacie, ni logike, ne? Zato bom na Sandero gledal z očmi nekoga, ki se dolgo trudi in špara, da lahko odkašlja svojih težko prihranjenih 15 400 evrov. Ja? To je točna cena za vse tole. Zunanji izgled je cool. Ima vse moderne elemente, kot so recimo LED luči, hudo barvo, lepo zaobljeno obliko tam, kjer mora biti in seveda je od navadnega Sandera za 41 mm bolj oddaljen od tal. To pomeni, da je zdaj 174 mm oddaljen od tal in to je najbolj pomembno za vse tiste, ki se boste vozili po puščavah Afrike samo s prednjim pogonom. In tole moram pokazati, ker je res genialno. Vidite strešna nosilca, ne? Izgledata fajn, sta praktična, ker gor lahko namestite prečke, ampak čakaj, se ta že ima prečke. Prečko vzamem, in tlele, pa še drugo. Evo, tole sem odvil, da očes in imam prečke. Ključ sicer dobite zraven, ampak si ga je tukaj očitno nekdo sposodil, tako da sem rabil svojega. Ampak genialno je tole. Ok, postavim nazaj. A ja, pa zaklepanje. Najboljše na trgu. Evo, grem stran od avta. Se zaklene, ste slišali? Grem zraven. Se odklene. Ključ oziroma kartica pa skozi v žepu. A je lahko bolj enostavno? Notranjost, če imam spet skozi v mislih 15 000 evrov, super. Mene res ne moti tale trda plastika, ker je pač jasno, da je takšna cenejša. Mi je pa zelo všeč, da je pri tej opremi še vse skupaj malo lepše s tole tkanino, ki je tudi na otip prijetno zadeva. Prostora je dovolj za drobnarije, tukaj bi ga bilo lahko še malo več, pa tukaj se boste morali verjetno dati kakšno gumo, ker preveč drsi in lahko telefon ven odleti med vožnjo. Tudi sedeža sta spredaj boljša, zelo bi bil vesel še nastavljive ledvene opore, ampak je ni, ima pa zato tale naslon, pa sem spet bolj zadovoljen. Armaturka je zelo enostavna, malo je gumbo, ampak so. To imam rad, ker se tako bolj hitro znajdem in verjamem, da bo to všeč tudi vsem tradicionalnim voznikom. Zaslon je v redu, se mi zdi sistem celo bolj odziven kot v Renaultih, mogoče zato, ker je manj nastavitev. No, ampak tukaj za volanom se pač vidi, kje se da danes prišparati pri avtih. In namesto vseh recimo modernih gumbov, ki so občutljivi na dotik, pač uporabiti klasiko. Pa notranjost sicer sploh ne izgleda zastarelo, tudi volan je lep, te zračniki so cool, s tole barvo, vse je dovolj na nivoju, da vam ne bo nič nerodno, če boste morali koga peljati. Prostora tudi ni malo glede na razred, v katerega spada. Sicer je malo večji zunaj od povprečja, recimo od kakšnega Clio ali pa Pola, ni pa toliko velik, da ne bo šel v vsako garažo. Evo, tukaj se zadovoljivo sedi in zadaj je dejansko kar velik prtljažnik. 328 litrov ima in ni nič manjši, kljub temu, da ima še en rezervoar. Ja, tukaj noter je plin, tako da nima rezervnega kolesa, ki ga pa danes itak noben niti zamenjati več ne zna, tako da je vseeno. Seveda ima tale kit za polnjenje. Dacia zdaj že kar pri vseh svojih modelih ponuja tudi različico na plin, kar je super za tiste, ki se res veliko vozite. Ker je cena plina še vedno dovolj ugodna, se da tukaj nekaj prišparati. Pri Sandero je pa super, ker zato ne rabite nič doplačati, stane isto kot različica brez te opcije. In še doseg je tukaj precej večji. Z obema polnima rezervoarjema lahko prevozite tudi več kot 1000 km v praksi. Če grem malo v detajle, tale avto poganja litrski 3-valjni turbomotor, ki lahko deluje na bencin ali na plin. Mrzlo vedno vžge na bencin, tako da tank nikoli ne sme biti čist prazen, potem pa dokaj hitro sam preklopi na plin.
Zdaj, ko je to bolj toplo, se to zgodi takoj in vidim tukaj, ko piše LPG. Ja, utekočinjen naftni plin je to, LPG. Polni se ga pa zraven bencina. Lahko tudi sam preklopim na bencin, ampak ne vem, zakaj bi to želel, mogoče, če je kje raven prepovedan. Preklop se včasih čuti, ko avto malo cukne, tudi ventil takrat slišim zadaj, če ne poslušam glasbe, sicer je pa dokaj umirjeno. Edino pri tem avtu se mi je včasih zgodil, da je med vožnjo začel nekaj preklapljati med obema gorivama. Enkrat recimo, ko sem močno pohodil na pedal za plin, ampak ni nekega pravila. 32 litrov lahko natočite plina, poraba je pa pri meni 9 litrov in pol, bencina pa pod 8 na 100 km. Ko vse preračunam, pridem do cifre, ki je primerljiva s kakšnim dizlom, ki porabi slabih 6 litrov, tako da nekih enormnih prihrankov tukaj ni, so pa lahko. Velika prednost je, da je zadeva tovarniško vgrajena in zato na rednih servisih zaradi plina ni dodatnih stroškov. Ok, kaj pa sama vožnja? Motor je v bistvu dovolj zmogljiv, dober pospešek 11,9 sekunde ni ne vem kaj, ampak je čisto v redu. Sam motor tudi ne mara priganjanja, se boljš počuti v srednjem območju vrtljajev, ko turbina lepo pomaga. Ni tih, jasno, se sliši, da ima samo 3 valje, ampak me tudi ne moti preveč. In menjalnik ima zdaj 6 prestavov. Ja, prej jih je bilo 5 in še ena se zelo lepo pozna, da je na avtocesti malo tišje in bolj prijetno. Zvočna zatesnitev je tudi občutno boljša kot prej, ni pa seveda tako dobra kot pri dražjih tekmecih. Malo glasnejše je tukaj tudi podvozje in občutek na volanu še vedno ni najboljši, je pa prav na vsakem področju viden in občuten napredek, tako da je Sandero res postal zelo konkurenčen avtomobil. Ni za tiste, ki uživajo v hitri vožnji skozi ovinke, tukaj bo recimo Clio, ki se pelje na isti platformi, vsaj po občutku precej boljši, ampak spet se vračam na začetek, tudi to se mora nekaj poznati. In če se na koncu pozna v vaši denarnici, smo vsi zmagali. S Sanderom se v glavnem ne boste ustrelili v koleno, ampak boste zadeli terno, če vas ne moti napis Dacia. Mimogrede, Dacia je bila pokrajina v času Rimljanov in Grkov, če še niste vedeli, in danes je to pretežno Romunija. Sam povem.